Lepo pozdravljene, drage gledalke in gledalci, v novi že 12. po vrsti oddaji Zdravje v naših rokah, ki jo pripravljamo na osrednji pomurski televiziji Ideja. V prejšnji oddaji smo spoznali pomembno vlogo malih in srednje velikih kmetij v slovenskem kmetijstvu. Tokrat pa se bomo posvetili tematiki varne hrane, kratkim dobavnim verigam in pomenu lokalnih pridelovalcev hrane. Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota je pomemben nosilec ukrepov za zagotavljanje varne hrane in pogovarjali smo se zato s strokovnjakinjo za to področje Sonjo Bertalanič. Prav tako pa smo pripravili tudi reportažo o zeleni točki, ki že 10 let uspešno zbira pridelke lokalnih kmetov in jih ponuja končnim kupcem. Več o tem v nadaljevanju oddaje. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana sta med prednostnimi nalogami skupne kmetijske politike Evropske unije in tudi strateška usmeritev razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je promociji lokalno pridelane in pridelane hrane namenilo posebno kampanjo Naša super hrana. Sicer pa različne sheme kakovosti ob krepitvi konkurenčnosti slovenske agroživilske industrije skrbijo predvsem za spodbujanje lokalne pridelave in potrošnje, krepitev samooskrbe ter podajanje verodostojnih informacij o kakovosti in prehranjevalnih koristih kmetijskih in živilskih proizvodov. V Evropski uniji veljajo evropske sheme kakovosti, ki so predpisane z evropskimi uredbami, to so zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in ekološka pridelava. Nacionalne sheme kakovosti pa so predpisane z zakonom o kmetijstvu in veljajo samo na območju Slovenije. Med nje spadajo tudi izbrana kakovost, označba višje kakovosti in integrirana pridelava. Zagotavljanje kakovostne in zdrave hrane je ena izmed ključnih nalog vseh inštitucij in ustanov, ki skrbijo za področje kmetijstva, tudi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Naša tokratna sogovornica Sonja Bertalanič, strokovnjakinja za varno hrano, nam bo podrobneje predstavila, kaj pomeni varna hrana in zakaj je sledenje kratkim dobavnim verigam tako pomembno. Pogovor z njo nas bo popeljal skozi vse vidike tega pomembnega področja. Pa si poglejmo. V naši družbi lepo pozdravljam gospod Sonjo Bertalanič, magistrico varne prehrane, terensko kmetijsko svetovalko za ekološko in biodinamično kmetijstvo na KGZ Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi vi. Naša tema danes je torej varna prehrana in kratke dobavne verige. Pa mogoče za začetek, kakšen je pomen varne hrane za zdravje potrošnika in zakaj je pomembno razumeti prehransko verigo? Ja, vsekakor je varna, predvsem pa zdrava prehrana temeljnega pomena za naše kvalitetno življenje. In tako so tudi seveda te kratke dobavne verige ključne pri tem, kajti hrana, ki je lokalno pridelana, sploh recimo na ekološki in biodinamični način oziroma na način, ki je naravi in človeku prijazen, je dejansko balzam za naše zdravje in dobro počutje. Kako pa lahko recimo tudi kratke dobavne verige prispevajo k večji varnosti hrane in mogoče kakšne so njihove prednosti v primerjavi z dolgimi dobavnimi verigami? Vsekakor so tukaj izredne prednosti, kajti vemo, da dolge dobavne verige, da je hrana, ki se pač na ta način plasira v naše kraje, tretirana z določenimi kemikalijami, ki pa imajo seveda tudi negativne učinke, saj so strupene tudi za naš organizem. Vsekakor je torej tale lokalno pridelana hrana, pridobljena oziroma uvožena preko kratkih dobavnih verig, mnogo bolj zdrava in pa tudi živa v smislu živosti hrane, tudi encimske vrednosti, vitaminov in tako naprej, predvsem pa prilagojena tudi našemu telesu. Zdaj, mogoče, kako se lahko varna hrana poveže s vplivom na okolje in kakšne so interakcije med pridelavo hrane, predelavo hrane, okoljem in zdravjem človeka? Ja, kar se tiče pridelave hrane, vsekakor spodbujamo ekološko pridelavo, še bolj biodinamično pridelavo, kajti ta način pridelave hrane je dejansko celostni način in na ta način ohranjamo
tako biotsko raznovrstnost, kot tudi povezavo z naravo, človekom, živalmi in tako naprej. In hkrati seveda skrbimo tudi za naravo, za svoje zdravje in tudi za zdravje živali. Skratka, za zdravje celotne naše okolice. Torej celotnega ekosistema, lahko povemo. Točno tako. Zdaj mogoče, kateri so tudi glavni izzivi in tveganja v prehrambeni verigi, ki lahko ogrozijo varnost hrane in zdravje potrošnika? Ja, ker pač govorimo v tem smislu zdravja potrošnika, bi mogoče najbolj izpostavila se pravi ta instant način življenja, ki rezultira potem seveda tudi v instant prehranjevanju, to pomeni junk food, fast food, hitro pridelana hrana, vnaprej pridelana hrana in tako naprej. Ker smo pač tudi v obdobju porasta teh tako imenovanih novodobnih obolenj, ki so seveda rezultat tudi tega nepravilnega, nezdravega prehranjevanja, bi nekako poudarila pomen, se pravi, sveže pridelane hrane, predvsem temelječe na zelenjavi, sadju, rastlinski hrani, kajti to je živa hrana, ki nas dejansko tudi naše celice krepi, regenerira, oživlja. Kar se pa tiče recimo tudi na primer živalskih produktov, mlečnih, mesa in tako naprej, pa vsekakor bi bilo izredno priporočljivo, da uživamo lokalno pridelane, se pravi na ekološki način, na primer tudi seneno mleko, fermentirane mlečne izdelke, seneno meso in pa tako naprej. Seveda lokalne pridelave. Najboljše pa domači vrt, verjetno. Absolutno. Kdor ima možnost, ni boljšega. Zdaj mogoče, kakšno vlogo pa imajo pridelovalci hrane oziroma predelovalci, trgovci in nadzorni organi pri zagotavljanju varne hrane in kako se med seboj povezujejo oziroma sodelujejo? Kar se tiče tega povezovanja in sodelovanja, se žal še zmeraj kaže, da manjka tisti nek skupni faktor ali tale, kako bi rekla, skupni duh, ki bi povezoval vse skupaj, kajti ne vem, tudi mogoče narava nas Slovencev je nekako čim bolj individualno naravnana, kar se potem odraža seveda tudi v tem. Manjkajo nam na primer tudi kakšne zadruge, kamor bi lahko potem tudi seveda kmetje prodajali svoje pridelke, imeli zagarantiran odkup svojih pridelkov in tako naprej. Se pravi, da bi vzpostavili te temelje, kajti potem bi se vse ostalo tudi uredilo na harmoničen način. Kako se pa recimo potem, če smo že pri sodelujočih organih, oziroma kako se recimo izvaja nadzor nad samo varnostjo hrane in kateri postopki ter standardi so v to vključeni? Ja, zdaj, kar se tiče samega nadzora varnosti hrane, se pretežno seveda izvaja tako imenovani mikrobiološki nadzor hrane, tudi te HACCP sistemi in tako naprej. Mnogo manj se pa poudarja, se pravi, varna hrana v smislu, kar se tiče kvalitete, kakovosti, živosti hrane in tako naprej. Tukaj pa se mi zdi, da je potrebno še ogromno narediti na tem področju. Mogoče kakšen predlog? Ja, vsekakor recimo kot predlog bi dala ozaveščanje ljudi na ta način, se pravi, da se ljudem pokaže, kaj dejansko pomeni kvalitetna živa hrana na primerih. Kajti, kot vemo, ljudje se največ naučijo, pa tudi dobijo na področju primerov. Kot primer bi mogoče izpostavila tudi poizkus, ki so ga večkrat izvedli pod okriljem finskega znanstvenika na biološko-dinamični kmetiji Demeter kvalitete Černelič, so ga tudi ponovili, in sicer so vzeli kumaro iz konvencionalne pridelave, potem iz ekološke pridelave in pa z biodinamične pridelave. Vse tri kumare so razrezali in so jih zavili v alufolijo in so potem opazovali, kaj se s temi kumarami dogaja, kar se tiče seveda tudi vitalnosti hrane. In na koncu je bil rezultat tak, nekje po 40 dneh, da je konvencionalna kumara popolnoma propadla, strohnela,
Sledila je tale iz ekološke pridelave, dočim naprimer tale iz biodinamične pridelave, pa se je zarasla nazaj skupaj. In to je tista vitalnost hrane, o kateri se tako zelo malo govori in ki hkrati tudi tako zelo blagodejno vpliva na naše zdravje, na naše celice, na regeneracijo in tako naprej. Odlično. Zdaj, če smo že torej pri varnosti, kar se tiče samih, pa prej smo malo omenjali tudi nekaj o vrtu, kako pa lahko recimo mi sami potrošniki vplivamo recimo k večji varnosti hrane in mogoče kakšne smernice lahko sledimo pri nakupovanju in sami pripravi hrane? Vsekakor je na prvem mestu ozaveščenost posameznika, kajti če je posameznik ozaveščen o kvaliteti hrane, o pomenu kvaliteti in pridelavi kvalitetne hrane, bo v to smer tudi spontano deloval, se pravi, si bo znal pridelati svojo hrano v določenih obsegih svoje zmožnosti, recimo na vrtu ali pa na njivah, ali pa bo znal ločiti, se pravi, zrnje od plev in bo nakupoval hrano, ki je res kvalitetna, zdrava in tako naprej. Tako da vsekakor na prvem mestu je ozaveščenost. Potem pa seveda vse ostalo sledi. Pa seveda dobra volja do dela. Točno to. Ja, zdaj zopet malo moramo iti na tiste pravne zadeve, če lahko tako povemo. Torej, kakšna je vloga recimo označevanja živil pri informiranju potrošnikov o varnosti hrane in kako lahko potrošniki razberejo pomembne informacije iz deklaracij? Kar se tiče samega označevanja živil, ker živimo v taki dobi informacij, kjer nas informacije bombardirajo dobesedno iz vseh strani in na koncu je potrošnik od vseh teh informacij ponavadi in velikokrat tudi izgubljen. Zato bi bilo po mojem smiselno, da bi se začelo označevati zadeve, ki so na primer ne tako zdrave, da ne rečem toksične, strupene, kajti če pogledamo celotno zgodovino, se nikoli v življenju ni označevalo naravnih, zdravih in tako naprej stvari, se pravi tudi hrane, ampak je to človek nekako intuitivno sam vedel, ne? Se mi pa zdi, da dejansko te razne etikete in označevanja, ki ga je čedalje več, vplivajo dejansko, imajo nasprotni učinek temu, kar bi mogoče hoteli doseči, ne? Tako da bi bilo mogoče bolj smiselno, da se označuje vse tisto, kar je zdravju, recimo temu, škodljivo. Torej bi izbrali obratno smer po vašem mnenju. Točno tako. Zelo zanimivo. Kako se pa recimo spopadati z izzivi, kot so ponarejeni izdelki in ki ogrožajo seveda varnost hrane in kako se lahko potrošniki zaščitijo pred temi tveganji? To je v bistvu ena taka zelo pereča tematika, ki se nenehno pojavlja na trgu, ker vemo, tam, kjer je denar, prihaja tudi do določenih neprijetnosti, če tako rečem. Tako da dejansko popolnoma se temu ne moremo izogniti, lahko pa si prizadevamo čim bolj, to pa na ta način dejansko, da se čim bolj ozavestimo, da se spoznamo z bližnjimi kmeti in na ta način vzpostavimo tudi zaupanje in kupujemo od tistih, za katere resnično vemo, da pridelujejo hrano na zdrav način. Vse ostalo pa potem, koliko se le da, se tistemu nezdravemu oziroma nezaupanja vrednemu izogibamo. Tako, torej zaupanje je najbolj pomembno. Točno to. Super. Zdaj mogoče, kakšne so najnovejše tehnologije in inovacije, ki prispevajo k varnosti hrane in sledljivosti v prehrambeni verigi? Ja, zdaj, kar se tiče teh najnovejših tehnologij, imamo morda dve plati, ne? Zdaj, ali se usmerimo v to smer tako imenovane moderne tehnologije, ki vključuje tudi digitalizacijo, obstajajo pa tudi tehnologije, ki so dejansko večne in so prisotne že od samega stvarjenja naprej.
in v bistvu se njihovo pozitivno delovanje nikoli ne izniči. V to recimo spada tudi biodinamika in pa tudi ostali načini zdrave pridelave hrane, med katere spada tudi tako imenovana elektrokultura, ki pa seveda v naših krajih zaenkrat še ni tako zelo poznana, se pa zelo hitro širi. Med to spada tudi seveda kmetovanje po starovetskem načinu agnihotra, ki pa dejansko vpliva na samo vitalnost rastlin, zemlje, zraka, vode, skratka vseh elementov, ki so prisotni na zemlji. Torej vidite morda prihodnost v tem? Vsekakor, absolutno. Če se recimo usmerimo v pozitivno prihodnost, se pravi v samo regeneracijo že tako načete zemlje, je vsekakor to naša svetla prihodnost. Mogoče še za konec, kako pomembna torej je ozaveščenost javnosti o varni hrani, smo že povedali, torej tukaj je potrebno dati več poudarka. Zdaj, kaj lahko še storimo za izboljšanje informiranosti in izobraževanja na tem področju? Tukaj bi se v bistvu dalo narediti ogromno. In sicer bi nekako sem mnenja, da bi mogli pristopiti že naprimer do mladih ljudi, do bodočih mamic, očetov in tako naprej. Se pravi, tam, kjer se že načrtuje družina, in jih ozavestiti o pomenu uživanja zdrave, vitalne prehrane, kakšen pomen ima to tudi potem za njihov bodoči rod in tako naprej. In seveda potem tudi že od vrtca dalje ozaveščati majhne otroke, jih vključevati v pridelavo zdrave hrane in tako naprej. Ker vse to, kar človek doživi fizično, da je tudi prisoten pri tem, mu to ostane dejansko potem za celo življenje. Torej, predvsem pri teh najmlajših je potrebno že od malih korakov, torej, če prav razumemo, jih zraven povabiti in jih prepričati. Tako je, točno tako. Magistra Sonja Bertalanič, najlepša vam hvala za enkrat, tako da upajmo na najboljše. Ja, se strinjam. Hvala lepa tudi vam. V Sloveniji obstaja več pobud, ki spodbujajo lokalne pridelovalce hrane in omogočajo neposredno povezavo med njimi in končnimi potrošniki. Eno takšnih mest je zagotovo Zelena točka, ki že 10 let uspešno deluje v pomurski regiji. Obiskali smo njihovo prodajno mesto in v reportaži vam bomo predstavili, kako so se organizirali in kako povezujejo lokalne pridelovalce, da je pot od njive do krožnika čim krajša in tudi s tem hrana bolj zdrava. Spoznali pa bomo tudi, kako poteka prodaja in kakšne so prednosti za vse vpletene. Trgovina Zelena točka zagotavlja potrošnikom svežo, sezonsko zelenjavo, sadje ter druge proizvode skozi vse leto. Pri izpolnjevanju tega njim pomaga preko 70 slovenskih pridelovalcev, ki potrošniku zagotavljajo pridelke in izdelke pridelane v Sloveniji, njihovo ponudbo pa dopolnjujejo tudi izdelki iz uvoza. S ponudbo proizvodov skušajo potrošnikom omogočati kakovostnejši način prehranjevanja in življenja. Letošnje leto so praznovali svojo 10. obletnico ustanovitve. Mi smo se udeležili njihovega praznovanja in izvedeli nekaj pomembnih informacij. Za začetek nas je zanimalo, kako se je vse skupaj začelo in kaj je bil njihov glavni namen. Več nam je zaupal predsednik zadruge Zelena točka Denis Topolnik. Želeli smo utreti lastno prodajno pot lokalnih pridelovalcev, predvsem zelenjadarjev, da bi prišli direktno na trg mimo posrednikov in s tem, da bi dosegli večje ekonomske učinke za kmetije. Tako smo začeli z zelenjavo. Zato, da bomo lahko zanimivi za kupce, smo dodali še druge lokalne proizvode in začeli smo na mestni tržnici Murska Sobota z malo trgovinico v letu 2014 ob začetku sezone. To je bila zelo zanimiva zgodba, tam so jo potrošniki dobro sprejeli, je bil zelo dober obisk, ampak žal enostavno tam ekonomsko nismo zdržali in smo morali iskati druge načine, druge pristope, tako da smo v tem obdobju od leta 2014 marsikaj spremenili, marsikaj prilagodili. Bili smo v Ljubljani eno obdobje, pa potem smo se tam umaknili, potem bili smo v BTC Murska Sobota
In potem v letu 2018 smo zgodbo razširili na veleprodajo in potem smo nekako na tej lokaciji, industrijski ulici v Murski Soboti, našli svoje mesto in pač uspeli nekako zgodbo zgraditi do te mere, da je samovzdržna, da je ekonomsko zdaj uspešna in da je zrasla na ta nivo, ko lahko z veseljem povemo, da vključujemo več kot 100 lokalnih ponudnikov, večinoma iz Pomurja, nekaj tudi širše iz Slovenije, ker pravimo, da so vsi slovenski ponudniki lokalni. Oskrbujemo preko 130 javnih zavodov in gostiln, restavracij, hotelov in tako naprej z lastnimi vozili. Mesečno razvozimo preko 80 ton sveže zelenjave in sadja po teh prodajnih poteh. Zelo dobro smo sprejeti tudi pri končnih potrošnikih, ki na lokaciji prispevajo 20% delež v prihodkih, se pravi v maloprodaji. Vključujemo preko 400 različnih proizvodov lokalnih, slovenskih in pa zadovoljne dobavitelje. Kot smo videli danes tu, se jih je nekaj na tem dogodku tudi predstavljalo, ki dobro sodelujejo z nami. In skupaj delamo uspešno zgodbo za vsa ta leta. Pri zeleni točki vključujejo lokalne pridelovalce iz integrirane pridelave, ki pomeni, da se med pridelavo vrši kontrola in nadzor strani pooblaščenih institucij. Prednost integrirane pridelave je pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, pridelava zdravstveno neoporečne in kakovostne hrane, nadzor nad uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dajanje prednosti gnojenju z organskimi gnojili pred mineralami. Integrirana pridelava je varnejša zaradi manjšega obremenjevanja okolja, izboljšane kakovosti pridelka in zagotavljanja potencialnega zdravja potrošnikov. Kako pa se tega zavedajo potrošniki in kakšne spremembe so pri potrošnikih opazili? Mi se skozi vsa ta leta trudimo z raznimi promocijami, z ozaveščanji, z vključevanjem potrošnikov in imamo občutek, da se potrošniki zavedajo tega, da je pomembna bližina, se pravi kratki čas od njive do trgovske police in pa najbolj pomembno je poleg tega vsega, da je znano poreklo. In tu se zelo trudimo tudi s tem sistemom sledljivosti, ki ga vpeljujemo, da potrošniku zagotovimo prek blockchain sistema za določene zelenjadnice trenutno, da jim zagotovimo pravo informacijo glede porekla in pa časa, koliko potuje posamezna hrana od njive do trgovske police. In kako so zadovoljni s svojim delom skozi ta leta? V začetku, od leta 2014 je bilo težko, ko smo se iskali na trgu, je bilo težko. S priključitvijo veleprodaje, z razvojem veleprodaje je pa rast bila kar zadovoljiva in lepo napredujemo vsako leto. Letošnje leto pa so začeli s projektom Sveže in zdravo. Kaj točno to pomeni in kaj bo projekt doprinesel? Z letošnjim letom smo začeli z izvajanjem projekta Sveže in zdravo, ki smo ga uspeli pridobiti s prijavo direktno na Evropsko komisijo. Konkurirali smo, projekt je promocijske narave, gre se za, se pravi, Evropska komisija preko tega razpisa spodbuja promocijo kmetijskih proizvodov, posebnih kakovosti. Mi smo vključili shemo integrirana pridelava zelenjave. Se pravi, mi bomo s tem projektom pospeševali prenos informacij, se pravi, dvignili bomo poznavanje te sheme in pa dvignili bomo povpraševanje po tej shemi, ki zagotavlja potrošnikom, da so proizvodi certificirani, kontrolirani, varni in pa da so iz okolja. In pa se pravi tudi, da proizvodi tudi preko te sheme manj obremenjujejo okolje in tudi manj obremenjujejo potrošnika, ker so tretirani z naravi prijaznejšimi preparati. Cilj projekta je, se pravi, poleg tega, da se poveča poznavanje po integrirani pridelavi, tudi povečati poznavanje nacionalnih smernic zdravega prehranjevanja in pa seveda, kar je bil naš osnovni tudi cilj za ta projekt, da mi dvignemo konkurenčnost vseh teh organizacij, ki sodelujejo v projektu
in kmetij, se pravi, da povečamo v 3 letih tudi prihodke od prodaje zelenjave iz integrirane pridelave. Po celi Sloveniji, se pravi, partnerji so Kmetijska zadruga Agrarija Koper in pa Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave, poleg kratke dobavne verige Zelena točka, ki je nosilec tega projekta, se pravi, da smo pobrali zelenjadarje iz območja celotne Slovenije in smo kot pogoj morali doseči reprezentativno število zelenjadarjev v slovenskem prostoru, ki proizvajajo zelenjavo po shemi integrirana pridelava. No, znotraj tega projekta se bo v 3 letih odvile številne promocijske aktivnosti. Bolj smo ciljali na te digitalne kampanje, zdaj v tej novi dobi digitalizacije in pa na nagovarjanje potrošnikov ob nakupu direktno na prodajnih mestih. Kako pomembna pa je za mestno občino Murska Sobota Zelena točka in kako z njimi sodelujejo? Več nam je povedal sam župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Dejansko temu pripisujemo v mestni občini velik pomen, zato tudi Zeleno točko odlično sodelujemo. Kot ste lahko sami iz predstavitve videli, je to pristop digitalen, moderen in seveda takšen zgodb si v naši mestni občini tudi želimo. Kar se tiče seveda lokalne pridelave hrane, lokalnih ponudnikov, izredno pomembno. Prav zagotovo se mi pa pomembno zdi, da se lahko ta hrana, ki ima kratke dobavljive roke, dejansko potem ponudi tudi šolam, vrtcem, da tudi naši otroci imajo na razpolago kvalitetno in lokalno hrano. Kakšno pa je povpraševanje po lokalni hrani v mestni občini Murska Sobota? Dejansko povpraševanje je in Zelena točka je eden takih pristopov in tudi pokazatelj, da se da tudi na drugi način. Se vemo, da hrana potuje iz južnih držav Evrope dlje časa, tukaj so pa res te kratke verige dobavne, doma vzgojena hrana, domača pridelava in tudi ti naši ponudniki, se pravi domači, imajo potem nekaj od tega. In ne nazadnje vsekakor moramo lokalno spodbujati, predvsem pa zagotavljati kakovostno hrano, na naraven način vzgojeno in tudi ponuditi vsem nam, občanom in občankam in kot sem povedal tudi otrokom in tistim najmlajšim v vrtcu. Za konec pa nas je še zanimalo, ali bo mestna občina Murska Sobota sodelovala z Zeleno točko v projektu Sveže in zdravo. Ja, gledajte, mi smo Zeleno točko že do sedaj v projektih evropskih sodelovali in izkušnja je zelo dobra. Tudi namreč ta projekt Citizen 2000, pa projekt iz vasi v Varaž in pa iz Njiven na Krožnik so ti projekti dejansko, ki nekako omogočajo lokalnim ponudnikom, kakor tudi potem lokalnemu prebivalstvu, da pride do te kvalitetne hrane doma vzgojene. V današnji oddaji smo raziskali pomembnost varne hrane, kratkih dobavnih verig ter vloge lokalnih pridelovalcev hrane. Varovanje zdravja in zagotavljanje kakovostne hrane sta ključni za naše dobro počutje in vitalnost. Sledenjem kratkim dobavnim verigam in spodbujanjem lokalne samooskrbe lahko prispevamo tudi k prijaznemu okolju in trajnostnemu kmetovanju. Zahvaljujemo se strokovnjakinji Sonji Bertalanič za njene vpoglede ter vsem na Zeleni točki za njihov trud pri zagotavljanju dostopnosti lokalne pridelane hrane. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Vidimo se naslednjič, ko bomo znova raziskovali nove teme, povezane z zdravjem v naših rokah. Nasvidenje!